Živijo, drage boginje, draga božanstva, Kali ponovno v vaši družbi. Za danes sem vam obljubila en malce krajši video, prejšnja dva sta bila malo daljša, ampak malo krajši video na temo, katerih 5 živil se absolutno morate izogibati, če imate kakršnekoli bolečine v telesu, če imate bolečine v sklepih, če imate bolečine, recimo tako daleč že, da so to razna vnetja, kot so artritična vnetja in podobno. Če želite živeti zdravo, potem evo 5 živil, ki absolutno bi jih morali izločiti iz vaše prehrane. Nekaj živil sem vam že zadnjič omenila, dotaknila sem se, da sem jaz izločila, ker sem imela blazne probleme, izločila sem iz svoje prehrane popolnoma gluten. Zdaj po recimo dobrih 2 letih ga spet jem, občasno, vsake toliko časa in nimam nobenih problemov, ampak gluten moramo izločiti vsaj za 8 mesecev, da sploh vidimo kakršnekoli reakcije. Ja, prav 8 mesecev rabi telo, da se dejansko prečisti. Torej, ni to dieta za en teden ali pa 2 ali pa 3 ali pa mesec, ampak dejansko 8 mesecev. In po 8 mesecih bo vaše telo popolnoma prečiščeno, drugače bo delovalo in boste videli, ne boste imeli več nobenih bolečin. Zdaj gluten, zakaj je gluten tako zelo škodljiv, bi lahko zdaj na dolgo in široko razglabljala, ampak mogoče čisto na kratko vam povem, da morate jesti tiste stare žitarice, ki smo jih včasih poznali, ne te novodobne. Pšenica je recimo številka 1 živil, oziroma pšenic nasploh, ko govorimo, žitaric, ki bi se jo mogli čim bolj izogibati. Jemo jo veliko več, kot smo jo jedli včasih. Pa tudi mogoče ne bi bil tak problem, da jo veliko jemo, bolj je problem to, da ni samo pšenica, ko zraste, kontaminirana, ampak da so kontaminirana že semena. In ko še podamo pač kontaminirano zemljo, je to. Zato telesu pšenica in pač drugi glutenski izdelki povzročajo taka blazna vnetja v našem telesu, ki pa seveda potem gredo v razne bolezni. Torej, poskušajte se izogibati glutena. Veliko imate alternativ, blazno veliko. Verjemite človeku, ki je res več kot 2 leti bil popolnoma, ampak res striktno popolnoma brez 2 leti pa pol, brez enega zrnca glutena in lahko imate tudi, ne da imate celiakijo, ne, ker zato se lahko testirate na gluten, se dejansko ne morete, niso tako zanesljivi ti testi, ampak zdaj so odkrili, da obstaja ena stvar, da ste vi, da vam ne pokaže, da ste alergični na gluten, imate neko kot brezglutensko reakcijo lahko ali pa alergijo. In ja, to je to, številka 1, definitivno gluten. In če boste zboleli za kakršnokoli bolj resno boleznijo, strokovnjaki za prehrano in strokovnjaki, ki so recimo alternativne medicine, kvantne medicine, vam bodo prvo rekli, da številka 1, ki se jo morate izogniti, je gluten, poleg še ene stvari, ki vam jo bom povedala na koncu, ki pa je tako absolutno sploh ne bi smeli uživati. Okej, torej gluten. Zakaj še zbolevamo? Veliko jemo procesirane hrane. To ste že slišali. Jejte čim več doma iz vašega vrta, če ne, pojdite na tržnico, če se ne morete privoščiti, okej, ni važno. Jejte čim več nasploh hrane, ki jo lahko skuhate, ki je otipljiva. Jejte čim več sadja, zelenjave, predvsem zelenjave. In čim manj obiskujte razne fast foode. Izogibajte se transmaščobam, se pravi, to so razni takšni in drugačni ogljički, ki jih večina ljudi, moj bog, je že za zajtrk. Izogibajte se raznim, okej, naredite doma burek. Saj tudi vsake toliko časa ga lahko jeste, ko greste, ne, ko ste zunaj, ampak bog ne daj te stvari jesti vsak dan. Razna cvrtja, recimo pomfri in podobno. To so štovražniki številka 1, oziroma zdaj naštevam 5, ki dejansko bi jih morali povsem izločiti iz vaše prehrane. Okej, potem ene stvari, ki boste zdaj rekli, kaj?
in sigurno niste vedeli za njih. Vsi imamo radi barbecue parties, vsi imamo radi žar. Hrana, če je preveč kuhana, če je preveč zapečena, če dosega previsoke temperature, ni v redu za naše telo, povzroča vnetja. Ja, tudi ne samo preveč pečena, tudi preveč kuhana hrana, preveč dušena hrana. Ali pa recimo zažgana hrana. Ne? Če kaj zažgete, se vem, tudi meni se včasih zgodi vsake toliko, pa se če ja, pa malo postrgala, pa bo, ne, se je vse okej. Ni ne. Poskušajte se res izogibati hrani, ki jo pač zažgete, ker je res toksična. Okej. Zadnjič sem že omenila in zdaj še enkrat pač ponavljam, da vsa zelenjava ni dobra zelenjava, ne rečem, da zelenjava škodi, ampak če jo pojeste preveč in če jo jeste non-stop, pa da že imate kakšne vnetne procese, vam bo ta zelenjava naredila kar tako iz žerjavice, ogenj. In če vas že karkoli boli, poskušajte to prehrano za nekaj časa popolnoma reducirati iz vaših jedilnikov. Če vas nič ne boli, če nimate nekih težkih protivnetnih procesov, pač poskušajte tega čim manj jesti, se pravi, ne jete vsak dan. Krompir, se veste, ima veliko škroba, mogoče ga nadomestite z rdečim krompirjem oziroma sladkim krompirjem. Sladki krompir dejansko se ne tretira kot krompir, ampak kot gomolj in je tudi zelo bogat z zelo bogat z beta-karotenom. In potem še recimo paprika in pa še recimo paradižnik. No, in številka 1, ki je največji bav, ki povzroča milijon in eno bolezen in ful vnetij, je, dragi moji, sladkor. Dajte se ga izogniti. Vem, da se ga ne morete popolnoma, ampak tam, kjer se ga lahko, dajte se ga izogniti. Številka 1, resnično najbolj grozna stvar, ki jo lahko uživate, je sladkor. Tako da poskušajte najti čim več, čim boljših alternativ, ker jih obstaja blazno veliko. In če že jeste sladkor, dajte ga resnično jesti občasno.